webinarju serije Navigator Slovenija 2020, digitalizacija in gradbeni v organizaciji Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Najprej upam, da ste vsi dobro in zdravi. Kot smo najavili, bosta danes o tem, kako korenito digitalna preobrazba posega na področje gradbene industrije in kakšne prednosti prinaša, spregovorila gosta magister Igor Kulašič, vodja Smart Infrastructure pri Siemens Slovenija, in gospod Andrej Ržišnik, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, direktor in ustanovitelj podjetja Protim Ržišnik Perc. Toplo pozdravljam kot tudi gospoda Boruta Hočevarja, novinarja časnika Finance, ki bo v drugem delu webinarja oba gosta tudi intervjujal. Današnji webinar prav tako snemamo, posnetek pa bo v sklopu komunikacijske platforme naše zbornice objavljen tudi javno. Kot že tradicionalno na naših webinarjih vas, spoštovani udeleženci, ob koncu programa webinarja vljudno vabim, da nam zastavite tudi vprašanja. Se pravi gostom, to naredite tako, da ali dvignete roko in vključite svoj mikrofon in kamero, lahko pa vprašanja zastavljate tudi sproti, pisno preko opcije chat. Na vsa vprašanja bomo odgovorili ob koncu webinarja. Hkrati tudi sporočam, da udeleženci, ki ste pooblaščeni in nadzorni inženirji, za udeležbo na webinarju pridobite eno kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Zato vam ni potrebno na IZS vlagati vlog ali za dodelitev kreditnih točk, ker bomo vlogo oddali mi kot organizator, točke vam bodo pa pripisane potem avtomatično. Prosim pa vas, da mi v ta namen na elektronski naslov tina.plovc@ahkslo.si sporočite samo vaš ime in priimek in pa identifikacijsko številko. Ob tej priložnosti se tudi prijazno zahvaljujem sponzorjema serije webinarjev Navigator, to sta podjetji Siemens Slovenija in pa EOS PSI upravljanje terjatev in pa medijskemu sponzorju današnjega webinarja, to je časnik Finance. Najlepša hvala. No in sedaj pa k pozdravni besedi z veseljem vljudno vabim predsednico Slovensko-nemške gospodarske zbornice, gospo Gertrud Rancan, ki bo spregovorila v angleškem jeziku, nato pa nadaljujemo webinar naprej v slovenščini. Ms. Rancan, please. Dobrodošli. Good morning, dear ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome you to today's webinar, which is a part of our webinar series dedicated to the challenges we are facing in times of digital transformation, which, due to the corona crisis, is happening at the moment extremely fast. The German-Slovene Chamber of Commerce is continuing to be a reliable partner by the challenges the business is facing in these days. We are providing current information and best practices from Germany you might need. I'm also proud that our chamber is the first bilateral chamber in Slovenia and one of the few in Europe that enables digital membership to its members, in addition to the classical membership that we know. In the times where live contacts have been limited, our members can interact digitally and directly. We have created a kind of exclusive social media network platform where our members can share the information and chat individually or in groups. So, if you're not a member yet, you are warmly invited to join us. It is important that we as a chamber continue to fulfill our promise, no matter the times. We believe where is a will, there is a way, and at this moment, the way is digital. I'm wishing you a great webinar ahead and looking forward to see you soon personally again. Thank you very much. Najlepša hvala. Thank you very much, Ms. Rancan. Najlepša hvala, gospa Rancan. Kot je povedala predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice, nas je digitalizacija izvala tudi kot zbornico, a tudi v teh časih ostajamo zanesljiv partner. Zbornica je prva bilateralna zbornica v Sloveniji, ki je v tem tednu lansirala
digitalno platformo za člane, torej vstopili smo v novo dobo digitalnega članstva, poleg že klasičnih aktivnosti in formatov, ki smo jih do sedaj in jih bomo tudi v prihodnje izvajali. In seveda je povabila tudi vse druge, ki nas še ne poznate, da nas bolje spoznate. Najlepša hvala še enkrat, gospa Ransen. Sedaj pa, spoštovani udeleženci, nadaljujemo z našim programom. Kot prvo predavanje je predavanje magistra Igorja Kulašiča, vodje Smart Infrastructure Siemens Slovenija, z naslovom Pametne stavbe prihodnosti. Magister Kulašič, izvolite. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zahvaljujem se za tole povabilo in priložnost. Upam, da bomo uspeli pokazati nekaj zanimivih trendov in dejstev. Bom jaz zdaj kar začel šerati tole, mi boste samo potrdili, da vidite prezentacijo, a se vidi? Odlično. Ok. To se pravi, kot je iz naslova razvidno, govoril bomo o pametnih stavbah prihodnosti, ampak predno se dotaknemo samih stavb in mogoče vsem omenil, da tudi nastale razmere s tem COVID-om, ki jih imamo, jasno dokazuje, da v bistvu digitalizacija je nekaj, kar pravzaprav omogoča se soočiti z izzivi, kot je tudi ta pandemija. Po drugi strani je pa tudi nekaj drugih trendov, ki so zelo očitni in bi jih bilo treba seveda vzeti resno, globalno. Namreč tukaj lahko govorimo o močnem trendu urbanizacije, potem so tukaj demografske spremembe, spremembe klimatske, digitalizacije sem že nekaj omenil in jasno tudi sama globalizacija. Morda nekaj statističnih zanimivih podatkov. Pričakuje se, da leta 2050 bo na Zemlji okvirno 10 milijard ljudi. Tale slika s to gužvo verjetno ni čisto primerna na dan, v kateri smo danes. Verjetno bo pa to zelo hitro tudi spet tako izgledalo, upamo. Po drugi strani se pričakuje, da bo potrošnja električne energije se podvojila do takrat in od tega približno 50% ne bi bilo v bistvu obnovljivih virov, kar seveda pomeni posebne izzive v tehničnem smislu, ker taki viri so drugačne narave kot primarni večji viri. Jasno, ta urbanizacija, kot sem rekel, pričakujemo nekje 70% vsega prebivalstva bo živelo v mestih. Tukaj navajamo podatek, 36% primarne energije se porablja v stavbah, nekje so ocene tudi do 40%, odvisno seveda na kakšen način se to pogleda. In hkrati stavbe predstavljajo 80% življenjskem ciklu stavbe, zdaj stroška z naslova uporabe. Samo 20% stroška je izvirno zaradi same gradnje in projektiranja. In od teh 80% je 40% predstavlja energije. Jasno je, da tukaj obstaja zelo velika rezerva in učink, ki lahko stavbe globalno prenesejo na, bi rekel, na te izzive, kot so izpusti in porabe energije. Od teh 40% energije se predvideva, da nekje polovica te porabe na popolnoma nepotrebno, to se pravi zaradi neučinkovite uporabe, ali je to ogrevanje, ko ni potrebno, ali prekomerno hlajenje, razsvetljava in podobno. Mogoče še en drugačen pogled, kot vidite, 21% celotnih emisij nekako kreirajo stavbe, generirajo. Omenil sem že prej 40% porabljene energije in tudi ta pogled življenjskega stroška v življenjski dobi stavbe, da je 80%. In če pogledamo seveda, kako so stavbe pravzaprav bile, nekako včasih je pač stavba bila večinoma arhitekturno gledano opremljena z nekimi sistemi, danes so stavbe bistveno bolj kompleksne. Imamo celo kopico sistemov vgrajenih, varnostnih, recimo od protipožarnih pristop, protivlom,
do seveda komfortnih ali avtomatizacijskih, kot so upravljanje z ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem, na koncu koncev tudi samo porabo energije, razsvetljave in podobno. In seveda dodaja se zdaj tudi te grid edge tehnologije, kot so e-mobilnost, storage, fotovoltaični viri, in te stavbe postajajo izredno kompleksne z vidika upravljanja, hkrati se pa začenjajo priključevati tudi v okolje z digitalizacijo. Na podoben način lahko pogledamo, kaj se dogaja na energetskem delu. Se pravi, v preteklosti je vedno energija pritekala, bi rekel, od generiranja do potrošnikov. Tudi ta del se močno spreminja. Danes imamo že kar precej novih virov v smislu vetrne energije, v smislu fotovoltaike in tudi samih drugih gradnikov omrežja, kot so battery storage in mobilnost in podobno. In seveda trend prinaša vedno več tega, pojavljajo se v bistvu tudi nekako zaključene, bi rekel, enote energetske znotraj posameznih območij in pravzaprav večina stavb bo s časoma postala, kot lahko vidite iz te animacije, načeloma vključena in upravljanje s tako energetsko infrastrukturo bo postalo izredno kompleksno in brez ustreznih orodij to seveda ne bo možno. Da bi se lahko temu trendu nekako se z njim izvali in ga obvladali, seveda je treba upoštevati to možnost te priključitve, razne oblačne tehnologije in seveda vse stavbe med seboj povezati in učinkovito upravljati. In ko govorimo o digitalizaciji v gradbeništvu, smo videli, zakaj jo rabimo, je vsekakor v središču te digitalizacije tako imenovani BIM, mnogi od vas ste že slišali, zato gre za Building Information Modeling, gre za orodje, v katerem lahko v digitalni obliki projektirate stavbo. Mogoče zakaj še drug vidik digitalizacije v gradbeništvu, če pogledamo posamezne panoge, v zadnjih, tukaj imamo prikazan za zadnjih 20 let, če pa gledamo za zadnjih 100 let, je ta graf še bolj evidenten, je recimo v industriji dosežen izreden napredek, veljajo ocene, da je ta napredek v 20 letih več kot 60%, z dvigom učinkovitosti, v zapeljavo digitalizacije, več ali manj ste slišali zdaj za Industry 4.0, ki prinaša še dodatno učinkovitost. No, dočim v gradbeništvu lahko vidimo, da pravzaprav se na področju učinkovitosti ni zgodilo nič, ne samo zadnjih 20 let, ampak morda celo zadnjih 100 let, nič bolj radikalnega. In ideja je seveda, da bi se gradbeništvo prav tako poskušal učinkovitost v gradbeništvu dvigniti, da bi dosegali pač te učinkovitosti in jasno, brez digitalizacije to ne bo možno. In kaj pravzaprav BIM je? Se pravi, BIM pravzaprav predstavlja med drugim tudi nov način sodelovanja, to se pravi povezovanje vseh subjektov pri kreiranju in izvajanju gradnje in seveda izdelavo tako imenovanega digitalnega dvojčka. Tukaj je nakazano morda, da ne gre samo za izris v 3D, ampak gre tudi za, recimo, lahko zelo natančen terminski plan gradnje, potem spremljanje stroškov denarnega toka in na koncu tudi upravljanje objekta. In seveda te dimenzije uporabe, te digitalizacije grejo seveda naprej. Tukaj se lahko ta stavba vključuje v neko urbano okolje, se pravi upravljanje z omrežjem in tako naprej. To se pravi, gre za to, da pravzaprav iz danes obstojočih različnih orodij poskušamo to združiti v enem orodju in na ta način generiramo digitalni dvojček, v katerem so predvideni vsi detajli in se tudi izogibamo mnogim, recimo, nepredvidljivim podvajanjem ali pa v križanju in podobnih stvari. To se pravi, na osnovi digitalnega dvojčka se potem šele gradnja začne, se tudi izvaja, se lahko sledi. Na ta način potem tudi lahko z stavbo upravljamo, če uporabljamo to orodje in se tudi v orodju vse te spremembe dajo in to omogoča tudi med drugim recimo prediktivno vzdrževanje, bistveno bolj učinkovito in na koncu koncev, ko pride čas, da je stavbo treba odstraniti, je tudi s tem orodjem možno spremljati ta okoljski vpliv razgradnje stavbe, namreč vsi materiali so seveda v tem primeru
zaveden in se tudi ve, na kakšen način je potrebno razgraditi oziroma ponovno uporabiti. Zelo bi se tudi spremenila, seveda tudi spremenil način dela, kot lahko vidite danes, pravzaprav še, ko se začne gradnja, še vedno poteka projektiranje, ne, še vedno je usklajevanje, prilagajanje in tukaj se seveda na ta način v bistvu precej tudi kompleksen način dela z vpeljavo tega digitalizacije, to se pravi BIM-a, sam potek kot ločena faza se zaključi v celoti, vsi detalji bojo jasni, bo zaradi tega potem tudi sama gradnja hitrejša, bolj učinkovita in tudi v skladu z vsemi pričakovanji, recimo po gradbeništvu velika, tako da uporabnik na koncu sploh ne ve, kaj pravzaprav bo dobil, ker se sprot prilagaja projekt. Zelo pomemben detalj je tudi izguba informacij, ne, to se pravi pri obstoječih prenosu načrtov različnih formatov se iz predaje od enega do drugega izgubi ogromno informacij. Ne. Na ta način bojo tudi vse informacije skozi fazo projekta obdržane in seveda skupen način sodelovanja, skupna baza in tudi zaradi tega se na veliko tudi dela, da se standardizirajo postopki za BIM, ker na ta način se bo zagotovili tudi v bistvu, da bo vse skladno in da bojo lahko različni ponudniki tudi seveda ponujali podobne rešitve. To se pravi, dejstva so, 99% infrastrukture danes ni še pametne, ne? In seveda, če želimo narediti ta korak naprej, se vse začne pri stavbah. Ne? In ko govorimo o stavbah, govorimo seveda o predvsem temu, da mora biti uporabniku prijazna, da mora biti adaptivna, da se prilagaja potrebam, da se na koncu koncev uči in lahko si malo pogledamo, katere kategorije pravzaprav spadajo to. Definitivno je to komfort, to se pravi sistemi za avtomatizacijo, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, ne. Potem tukaj spadajo seveda sistemi za varnost, kot so požarni sistemi, pristopna kontrola, protivlom in podobno, ne. Gre seveda za smart spaces, da lahko v bistvu te prostore tudi bi rekel, učinkovito uporabljamo, da lahko sledimo recimo vsem sredstvom, ki jih imamo na razpolago, recimo v bolnici, da vemo, kje so proste bolniške postelje. Gre za energetsko učinkovitost, to se pravi, dvigamo udobje, ampak po drugi strani zagotavljamo večjo učinkovitost in seveda na ta način tudi lahko potem imamo večji izkoristek vseh pač sistemov, ki jih imamo. Tako kot sem prej omenil, ne, lahko gre tudi za prediktivno upravljanje, da se pravočasno reagira. In seveda kot del stavba je del celotnega razpršenega distribucijskega energetskega omrežja, kjer lahko to stavbo seveda vključujemo v ta infrastrukturo in na ta način optimiramo porabo. V Siemensu imamo centralni nadzorni sistem, ki ga imenujemo DESIGO, ki je pravzaprav že zasnovan v tej obliki, da gre za popolnoma integriran sistem, ki vključuje tudi integracijo energetskega dela. Če bi recimo danes povzeli v Sloveniji veliko stavb pravzaprav že na nivoju nadzorne integracije, to se pravi v tej tretji točki, v tem tretjem nivoju, lahko z veseljem nekako potrdim, da mi danes že začenjamo z to popolnoma integrirano platformo, kjer pravzaprav postavljamo osnove za smart building v polnem smislu z smart gridom. Načeloma, kot vidite, tukaj čisto schematično prikazano, gre za sistem, ki lahko pravzaprav integrira vse te kategorije in zaradi tega tudi v Siemensu imamo ustanovljeno novo entiteto, ki rečemo Smart Infrastructure. Gre pa za to, da smo pred letom in pol združili dve diviziji, to so Building Technologies pa Energy Management, ki pravzaprav združujejo te obe kategorije in na ta način pravzaprav tudi portfelj prilagajamo temu, da take rešitve lahko plasiramo in dajemo na tržišče in s tem pomagamo seveda nekako poseči ali pa dati odgovore na izzive, s katerimi se sooča celotnost človeštva.
Jaz sem načeloma to pripravil, seveda vprašanja pridejo, upam, da je bilo zanimivo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, magister Kulašič. Kot je že magister Kulašič udeleženci bil vprašanja potem tako od obeh predavateljev, kot tudi od intervjuja, ki sledi v drugem delu, zastavili vsa po koncu tega uradnega programa. Nekateri ste se pridružili malo kasneje, zato tudi prijazno sporočam, da ta webinar snemamo in bo objavljen v sklopu komunikacijskih kanalov Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Sedaj pa besedo z veseljem predajam naslednjemu predavatelju, gospodu Andreju Ržišniku, univerzalnemu diplomiranemu inženirju arhitekture, direktorju in ustanovitelju Protimar Ržišnik Perc. Naslov njegovega predavanja pa je Virtualni dvojček stavbe v praksi. Gospod Ržišnik, izvolite. Tako, jaz mislim, da se vidimo že med tem, je tako? Odlično. Zdaj, da jaz še tole pošeram. Se vidimo? Super, ja. Ok. Samo da gremo na začetek. Tako. Smo na začetni strani? Smo, ja. Smo. Ja, jaz se tudi lepo zahvalim za povabilo, ki je pravzaprav ena od naših velikih tem. In tukaj sem imel priložnost se znebiti pravzaprav enega dela moje predstavitve, ki se začne s teorijo v BIM-u. Gospod Igor Kulašič je to perfektno opravil, tako sem se odločil, da ta del skrajšam in se posvetim vprašanjem v praksi. Digitalno načrtovanje je pravzaprav tema oziroma zgodba, ki se je začela že vsaj pred 25 leti. Mi smo prišli v 90-ih letih prejšnjega stoletja, seveda najprej na 2D projektiranje v nekem digitalnem okolju, to je bil v glavnem AutoCAD oziroma CAD aplikacije, ki so se relativno hitro potem razvili v tridimenzionalne modele. In s tridimenzionalnimi modeli smo absolutno dvignili kvaliteto, predstavljivost naših projektov, to se pravi, smo stopili na poti vizualizacije, kasneje tudi na animacije. Logično nadaljevanje tega procesa digitalnega načrtovanja je seveda v informatizaciji naših 3D modelov. In z informatizacijo smo seveda prišli v območje, ki nam je v naši industriji oziroma kot projektanti manj poznana. Mi pravzaprav v naših principih danes se naslanjamo tudi na znanje informacijskih strok in obvladovanje pravzaprav tega velikega števila podatkov je postal ključen problem, izziv, verjetno tudi priložnost. Tako je nastal BIM kot v bistvu sistemsko urejanje podatkov v naših strokah. To je seveda naslednja dimenzija v procesu nastajanja, načrtovanja objektov. Mi smo interdisciplinarni. Vloga arhitektov se spreminja intenzivno. To pomeni, da smo postali, oziroma naša ključna vloga je danes znati vse te interdisciplinarne procese pravzaprav orkestrirati, voditi nek dialog, ker vidike na stavbe, oziroma kaj je to danes kvalitetna stavba, so različni. Trajnostni vidiki, ki so postali ključni za našo prihodnost,
zahtevajo poleg klasičnih dimenzij razmišljanja o projektu seveda tudi sociološke, izrazito ekonomske, ekološke, predvsem pa iskanje rešitev za izzive prihodnosti, na katere vseh odgovorov gotovo nimamo. Podlaga za učinkovito delovanje je nek red. Vzpostavitev reda nam ponujajo principi BIM-a. Vsak projekt je seveda svoj in zahteva eno lastno BIM koordinacijo in tudi postavitev prioritet. To vlogo smo pravzaprav tudi že v preteklosti izvajali, smo to imenovali integralno projektiranje in ker je integralno projektiranje pravzaprav pogoj za uspešno implementacijo BIM-a, bi se malo vrnil na to osnovo. Integralno projektiranje pomeni vsekakor pristop k projektu vseh deležnikov, ne pa, bi rekel, reševati problematiko v kontekstu ene stroke. Mi poznamo seveda različne objekte, stavbe, infrastrukturne objekte. Integralni pogled na izziv je seveda ključni. To bom jaz skušal tudi v nadaljevanju čisto v praksi prikazati na nekaterih primerih, ki so bili realizirane v zadnjem obdobju. Se upravičujem, gospod Tržišnik, gospod Metod Gaber, najlepša hvala za komentar. Izgubili smo predstavitev, namreč vidi se vas, predstavitve pa ne. Aha, se ne vidi, to se pravi, imamo mi v bistvu en resen problem. Samo trenutek. A se vidi predstavitev zdaj? Jaz jo vidim, ja. Vidite pa katero stran? V bistvu je zdaj to vaš screen, zaslon računalnika. Je to vodna stran? Ne, vaš zaslon računalnika vidimo. Zdaj pa tudi vidite moj zaslon računalnika, to se pravi, deljen je napačen. Se upravičujem. Ja, zdaj pa tudi predstavitev, zdaj vidimo pa samo predstavitev. Ja, ampak vi vidite moj zaslon, je tako? Vaš zaslon, ja. Ampak ne vidite samo delno predstavitev, ne vidite, ni ta prav naslon deljen, samo trenutek. Jaz mislim, da ga zdaj vidite. Odlično, ja. Se opravičujem za napako, ampak zamudili niste nič pomembnega. Jaz bom preklopil na naslednji slajd. Takole. Vse, kaj sem povedal na tem slajdu, ki ga saj kolegi, arhitekti in inženirji kar dobro poznajo. Jaz bom šel na prvi projekt. Preverjam, če se vidimo. Tako. Prva celovita izkušnja z BIM projektom, ki je šel iz same zasnove do gradbišča, to se pravi, ki je pokrival celotno fazo projektiranja in tudi izvedbe, je projekt REICAP v Komendi. Na tem projektu smo preizkusili pravzaprav vse razsežnosti BIM projekta. Jaz vam tukaj prikažem z namenom interdisciplinarni 3D model, ki govori oziroma priča o tem, kaj pravzaprav danes na nekih kompleksnih projektih počnemo. Pravzaprav z vsemi... Gospod Tržišnik, se opravičujem, ponovno v bistvu je vaš zaslon deljen, prezentacija se je pa zgubila.
To pa jaz ne znam si razložiti več. Se upravičujem, če imate PowerPoint, ga lahko pošljete tudi meni na mail, pa bom jaz delila potem vašo prezentacijo. PowerPoint je siguren pretežek, ker ima 50 GB. Avtomatično v bistvu menjava sliko vašega zaslona. Ko jaz predstavljam. Ko jaz predstavljam, prihaja do te napake. Je zelo škoda. Jaz bom svoj PowerPoint enostavno še enkrat zalaufal. Jaz bom zagnal to še enkrat. Najlepša hvala, gospa Valentina Kuzma. Lahko mi pa tudi preko WeTransferja bi tudi poslali prezentacijo, pa jo bom jaz potem delila. Bom jaz to naročil, samo trenutek, jaz poskusil enostavno še enkrat. Se zdaj vidimo? A smo v isti zgodbi? Ja, hvala lepa, gospod Turnšek pravi, gospod Tržišnik, zaprite raziskovalec. Raziskovalec je zaprt. Odprt sam še PowerPoint. Zdaj imamo pa resne težave. Jaz poskusim to še enkrat. Zdaj ga verjetno vidimo in ko bom preklopil na prezent. Zdaj se pa lepo preklaplja. Zdaj se pa preklaplja, neverjetno. Zakaj ne vem, ampak dela, to je bistvo. Najlepša hvala vsem. Ne bom nič skrajšal svoje predavanje. Ni treba. Bom mogoče malo bolj hitel. Hvala za potrpljenje. Čas že še od tebe prišel zdaj. Tako. Prišli smo do prve naše BIM izkušnje. Ja, pa nazaj. In to je... Halo? Ta hip imate nekateri mikrofone prežgane, jih prosim ugasnite. Hvala. Virtualni dvojček v praksi. Prvi primer je gradnja industrijskega kompleksa, ki je po namembnosti strukturiran v Center za Research and Development, proizvodno in laboratorij. Skratka, že v svoji zasnovi zelo zahteven projekt, ki združuje različne funkcionalne sklope v nek celovit stavben volumen. In pripravil sem izvleček tukaj risbe, ki ga imenujemo interdisciplinarni 3D model, v katerem se nahajajo pravzaprav popolnoma vse, tukaj smo ugasnili arhitekturo in gradbeno konstrukcijo, popolnoma vse elemente strojnih in elektroinštalacij s celovitimi informacijami. To se pravi, projektiranje se v takem modelu zgodi zelo sorodno razvoju projekta na gradbišču. Tudi zanimivo, da pri samem delu srečujemo podobno problematiko. Pravzaprav vsak išče svoj prostor v modelu,
konflikti so si sila podobni, ampak se jih rešuje dejansko že na modelu. Tudi model nam omogoča vključevati v fazi projektiranja dobavitelje in izvajalce s svojimi rešitvami. Svoje konkretne rešitve, ki jih tukaj vidite, od vgrajenih strojnih naprav, so seveda prispevali izvajalci in dobavitelji. V naslednjem koraku se vračam na vizualizacijo projektov v BIM-u, ki nam seveda približajo izrazito sam objekt, in tudi investitor in uporabniki so izjemno zadovoljni s tem, da pravzaprav neko stavbo, ki jo bojo v bodoče uporabljali že v fazi projektiranja, na nek način lahko preizkusijo. Jaz bom zagnal za en video, pa upam, da se bo ta video videl. Glede na tehnične težave smo jih imeli že dovolj. Bo pa trajal malo manj kot 2 minute, tako da se za kratek čas poslovim. To je bil prikaz BIM modela v obliki animacije, ki je bil pravzaprav izdelan leta 2017. Danes so te modeli nič drugačni, samo bistveno bolj opremljeni že s podatki in tudi BIM familijami. To so BIM objekti, ki jih dobavitelji pripravijo za določene tehnične rešitve. Certificiranje gradnje v kontekstu trajnostne arhitekture je izrazito kompleksna tematika, ki jih BIM odlično podpira. To se pravi, mi pri trajnostni gradnji upoštevamo seveda poleg tehničnih elementov danes že veliko elementov regulativne zakonodaje, ki nastajajo lokalno in tudi na evropskem nivoju. Doseči je potrebno parametre, rešitve morajo biti preverljive in dokumentirane, in ko prihajamo do dokumentacije rešitev, smo seveda s BIM pristopom in s orodji projektiranja tukaj zelo dobro opremljeni. Jaz lahko rečem, da se težko predstavim
pridobiti DGNB certifikat, ki je izjemno kompleksen, brez podpore v BIM-u. DGNB certifikat za objekt Knauf Insulation Experience Centra v Škofji Loki je bil platinast in čeprav vem, je to ostal do danes edini platinast certifikat na področju trajnostne gradnje v kontekstu DGNB-ja v Sloveniji. Infrastruktura je tema, ki jo seveda moram tudi odpreti, ker v našem poslujemo arhitekti in inženirji, zelo močen oddelek se ukvarja z infrastrukturo in lahko tudi povem, da so izjemno angažirani v kontekstu BIM-a. Infrastruktura ima svoje specifike, ki so na prvi pogled manj kompleksni, ampak na primeru tega BIM projekta iz leta 2018 je bil glavni izziv, kako pravzaprav most zgraditi in namestiti, ne da bi avtocesta bila zaprta dolgo časa oziroma delno zaprta. Ta most se je postavil v 17 minutah in zato en kratek film, ne bo trajal 17 minut, bo zelo kratek, ampak bo malo popestril, če drugega ne, moje predavanje. BIM v infrastrukturi je deklarativni cilj Evropske komisije, da se BIM v vseh infrastrukturnih... Se opravičujem, čudovito za oba videa, res samo še nazaj na prezentacijo. To se pravi, isti problem se je ponovil? Pri tem, ta drugem, pri prvem pa ne. To se pravi, ta drugi video se ni videl? Je, oba sta se videla, samo zdaj ni nazaj na prezentacijo vas vrglo, ampak v bistvu vidimo samo Microsoft. To je pa zanimivo. Jaz sem prepričan, da ti video delajo to štalo. Ampak se izplača pogledati. Tako. Zdaj smo pa nazaj na prezentaciji. Super, ja. Odlično. Grem še en korak nazaj. Infrastruktura in BIM. Evropska komisija ima deklarativni cilj implementirati BIM v vse infrastrukturne projekte in tudi javne stavbe v tem desetletju. In zato mislim, da pot mimo BIM-a gotovo ni. Na tem primeru virtualnega dvojčka Cargo partnerja na Brniku smo seveda bazirali na izkušnjah pri prejšnjem projektu visoke gradnje v Komendi od Rekepa. In na tem slajdu zelo lepo vidimo, kako se pravzaprav vizualizacija v gradbeništvu ali pa pri razvoju projekta dejansko približuje realnosti. Če imamo v prvem delu vidne inštalacije, smo v drugem delu že namestili notranjo opremo, vizualizacijo zunanjosti se izjemno približa, dejansko je fotorealistična temu, kaj je tudi nastalo. Cargo partner je bil projekt, na katerem smo pravzaprav že v fazi samega projektiranja
spoznali, da je nujno potrebno izvesti konkurenčne dialoge s dobavitelji in izvajalci že v fazi idejnega projekta. Zakaj? Zato, ker če želimo virtualni dvojček izdelati za gradbišče v kvaliteti izvedbenega načrta, potrebujemo mnogo detajlov in rešitev, ki jih bomo potem lahko tudi načrtovano in predvidljivo vgradili. Predhodnik je zelo lepo povedal, da velikokrat investitorji niso vedeli, kaj bojo dobili. BIM nam pa tukaj tudi ne pomaga, če ne spremenimo izrazito postopke našega dela. To pa pomeni, da je komunikacija ne samo z uporabnikom, z investitorjem, ampak tudi v zgodnji fazi s izvajalci izredno pomembna za kvaliteto projekta. Tukaj gradimo virtualno. To pomeni, mi moramo z realnimi, v narekovaj, elementi že v fazi načrtovanja zložiti naš projekt. Prednosti, ki so pri tem postopku, so na dlani. Tudi cene in termine postajajo pri tako pripravljenem projektu bistveno bolj realistične in to se je dokazal tudi na tem projektu, ki smo ga spremljali tudi skozi samogradnje. Naši inženirji in arhitekti so bili dnevno na gradbišču in sam postopek izbire izvajalcev je sledil BIM pristopu. Izvajalci so prišli v vrstnem redu, ko se pojavijo tudi na gradbišču, tudi na projekt. So začeli sodelovati na BIM modelu, konkretno dobavitelj montažne konstrukcije se je že vključil tik za idejno zasnovo in je bil manifestiran že član projektne ekipe v idejnem projektu. Tukaj nastopa seveda tako en problem, kako pravzaprav vključevati izvajalce v fazi projektiranja. Tako kot jih vključujemo seveda tudi v fazi izbire izvajalcev. In to pomeni, da je treba razpise voditi za vključevanje izvajalcev in jih nominirati preko zbiranja ponudb. S tem se seveda postavlja relativno na glavo tudi naš klasičen pristop k delu, ki ga bom v naslednjem slajdu bolj natančno obrazložil. Bi pa rad še sklenil krog s digitalizacijo na gradbišču. Naši inženirji in arhitekti, ki so spremljali gradnjo, so tudi na tem projektu uporabljali vse razpoložljive tehnične možnosti spremljati gradnjo digitalno. Ustvarjen je bil Common Data Environment, to se pravi, smo v bistvu serversko strukturo postavili na samem gradbišču, se opremili s softverom in motivirali še izvajalce, da tudi to uporabljajo. Ker nismo imeli to obvezo v izvedbenih pogodbah zasidrano, kar je slaba izkušnja tega projekta. Nekateri izvajalci so z navdušenjem sprejeli takega načina digitalnega vodenja gradnje, druge izvajalce, ki seveda niso bili usposobljeni in tudi ne tehnično opremljeni, težje. V projektih, ki jih aktualno vodimo, imamo to že vgrajen v izvajalskih pogodbah, tako da se približujemo celoviti digitalizaciji iz idejne zasnove do uporabnega dovoljenja. Cilj je, da se znebimo klasičnega projekta izvedenih del v papirni obliki, ki ga bomo seveda potrebovali še vedno za tehnični pregled in za arhiviranje na upravni enoti, ampak uporabno, temu smo si pa vsi enotni, neka PIT dokumentacija, projekt izvedenih del v papirni obliki v fazi facility managementa ali pa tudi predelav objekta,
ker običajno to dokumentacijo potem ne najdemo, ni. Digitalizacija nam naredi oziroma vzpostavi tudi neposreden, danes rečemo tem, link do podatkov na klik. V tem slajdu oziroma na tej preglednici sem skušal prikazati posledice digitalizacije za našo delo. Klasičen obseg storitev imamo v spodnji vrstici, ki poteka preko projektnih izhodišč, idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI-ja. Tukaj se v smislu sistema ne spreminja veliko. V fazi, ko zaključujemo neko idejno zasnovo, to je v bistvu skrajni termin, da vključimo BIM pristop v projektiranje, ki potem teče tudi do samega zaključka gradnje in je seveda v obliki 3D modela tudi uporaben v fazi obratovanja. Tukaj vidite konkurenčni dialog v fazi IDP-ja. In v tem konkurenčnem dialogu so bili dejansko izbrani 80% vseh izvajalcev, v bistvu so bili nominirani s svojimi ponudbami, ki so se potem konkretizirali v fazi PZI. In na ta način je seveda s prispevkom vseh udeležencev pri sami gradnji je seveda BIM model bil ustrezno pripravljen in tudi nekih poti dejansko nazaj ni bilo. In če pogledamo samo razpredelnico, se je čas priprave na gradnjo, vključno s projektiranjem, podvojil, se je pa čas gradnje za objekt, ki je velik 25.000 kvadratnih metrov, vreden 30 milijonov, seveda bistveno skrajšal. Prve terminske plane nekega generalnega izvajalca, ki se je tudi potegoval za ta posel, je bil pri 15 mesecih. Mi smo dejansko uspeli z dobro pripravo projekt zaključiti v 11 mesecih, nismo pa imeli na gradbišču generalnega izvajalca. Koordinacija gradnje je bil del naših storitev in s koordinacijo gradnje smo nadomeščali neko organizacijo gradnje, ki jo običajno glavni izvajalec pripelje na gradbišču. Vodja gradnje je bil pa prevzemnik gradbenih del, tako da smo tudi zadostili seveda zakonskim zahtevam. Ampak rezultat je preprost. Našo delo pri BIM pristopu, ki pripelje usklajen interdisciplinarni BIM model do nivoja PZI-ja, se poveča v fazi projektiranja, nadzora in gradnje. Ja, če je 62% klasičen obseg in 100%, smo se v bistvu več kot skoraj da podvojili v svojem obsegu storitev. Zdaj, izkušnja BIM-a nas uči, da smo absolutno v stanju, če ga ustrezno pripravimo, biti transparentni in ta konzistenca transparentnosti seveda zagotavlja tudi pošteno realizacijo projekta, ne ostanejo odprta vprašanja, ki so velikokrat v naši industriji pod vprašanjem. Hvala za pozornost in opravičujem se za tehnične težave, upam pa, da je bilo ne glede na prekinitve predavanje sledljivo. Najlepša hvala, gospod Tržišnik. Zagotovo je bilo zanimivo in dinamično, namreč tako v chat opciji, kot tudi udeleženci so že dvignili roke in imamo veliko vprašanj. Predlagam pa, spoštovani udeleženci, da vsa vprašanja in debate potem se pravi prestavimo na konec webinarja, torej sedaj imamo
programu v drugem delu še pogovor, intervju z gospodom Ržišnikom in magistrom Kulašičem, ki ga bo vodil novinar časnika Finance, gospod Borut Hočevar. Tudi vam topla dobrodošlica. In pa beseda je vaša, spoštovani gospodje, dragi udeleženci, k vam pa se vrnemo takoj po tem drugem delu webinarja. Hvala lepa, gospod Rolc. Se slišimo, vidimo? Je vse okej? Odlično. Se slišimo? Se slišimo, pa vidimo tudi, ja. Hvala lepa. Gospoda Kulašič, gospod Ržišnik, hvala lepa za vajino predavanje. Užival sem, ko sem vaju poslušal, sem sicer bolj amatersko spremljam gradbeništvo, ampak bilo je zelo zanimivo, zelo tako kazalnik, kam bodo te zadeve šle v prihodnje. Dovolite pa mi, da tale pogovor začnem kot novinar, da si dovolim majhno provokacijo, ki izvira iz moje lastne izkušnje. Pred približno 10 leti sem delal v enem drugem podjetju, ki je imelo sedež v takrat eni najnaprednejših poslovnih stavb v Ljubljani, najbolj tehnološko sofisticiranih. Dovolite, da jo ne imenujem, mislim pa, da je še danes sodi med najbolj učinkovite. Problemov je bilo kar nekaj, ki jih nismo pričakovali. Recimo, okna se niso smela odpirati, ker bi se sicer porušila klimatizacija, zato smo klimo naprave nažigali in nekega vročega poletja smo jih tako nažgali, da smo vrgli ven lokalni transformator. Danes delam v Financah, ki imajo sedež v stavbi na križišču Gosposvetske in Tivolske, v centru Tivoli, v starem delu. Stavba je po moji oceni stara kakšnih 100 let, ima debele zidove. Klimatizacija in ogrevanje sta minimalno potrebni. Pa še nekaj. Ta stavba stara ima vsakem vogalu ima nadstropje, kar je izjemno koristno za vse kadilce. Skrajša jim čas kajenja, povečuje učinkovitost. Torej, moje vprašanje je, ali je moja izkušnja, da je lahko 100 let stara poslovna stavba v marsikaterem pogledu prijaznejša do uporabnika kot pa sodobna stavba. Ali je ta izkušnja tako zelo redka? Lahko, prosim, komentirate, mogoče gospod Ržišnik prvo. Ja, jaz mislim, da je vaša izkušnja deli marsikdo, med tem jo seveda lahko jaz delim. Gradnja pred 100 leti je nastala v kontekstu razpoložljivih materialov, zelo pregledne tehnike, če temu tako rečem. Že to je prijazno, da ne živimo v nekem zelo kompleksno urejenem življenjskem prostoru. Razvoj nas je pripeljal do izjemne sofistikacije tukaj na tem področju in vsak razvoj ni, bom rekel, zaradi razvoja nujno dober. Tukaj moramo biti absolutno kritični, velikokrat tudi danes manj je več velja. In sprašujemo se, če vse, kaj se nam ponuja, res doseže svoj cilj. In to je v bistvu kritična obravnava tega, kaj je možno in kaj je smiselno, je treba pri sebi opraviti. To so uporabniki, to so investitorji, v odgovornosti so pa projektanti, da tudi ne podležejo sleherni noviteti, ki ni preizkušena. Hvala lepa. Še gospod Kulašič, mogoče kakšno vaše opažanje? Jaz bi začel s tem, da pri gradbeništvu gre predvsem za individualizacijo prostorov potrebam. In jasno, pred 100 leti ste pravzaprav morali že samo zasnovo objekta nekako zagotoviti ali zadostiti funkciji objekta. Danes pri današnjih tehnologijah je to bistveno lažje, ker lahko stavbo vedno prilagodite, preuredite, ker je to samo stvar reprogramiranja naprav. To je ena stvar. Drugo, vezano na tisto klimatizacijo po okna. V bistvu je tako, ne? Dajmo probati takole odgovoriti. Ali je prava rešitev, da imate stavbo ali pa hišo, ki ima okna, ki ne tesnijo?
Prednost je seveda ni plesni, prezračevanje štima, ampak ne vem, če je to pravi odgovor. In v tem kontekstu bi tudi odgovor dal vaši izkušnji. Odpiranje oken v pravilno zasnovani stavbi ni potrebno. Namreč tega ne bi bilo. Tako da ponavljam, z novim tehnologijam lahko dodamo večjo funkcijo stavbam, več namennosti in hkrati prilagajamo in predvsem ni potrebna interakcija ali pa spreminjanje ročno. Dobro, hvala lepa. Poglejte, ko sem poslušal vajino predavanje, sem razmišljal o tem, kaj prinaša digitalizacija v gradbeništvu, integralno projektiranje nam, uporabnikom, bodisi uporabnikom poslovnih stavb, bodisi stanovalcem v večstanovanjskih stavbah. Kaj to pomeni? Se bomo lahko že v eni zgodnji fazi vključili v oblikovanje stavbe? Mogoče gospod Kulašič tokrat. Ja, en od problemov gradbeništva nasploh je, da je običajno investitor, oziroma velikrat investitor ni tudi uporabnik. Ampak se velikrat stavba dela in se dela za potrebe trga. In seveda s tem izgubimo ta osnovni motiv, ki naj bi vodil pravzaprav projekt. V primeru, ko gre za investitorja, ki bo to samo uporabljal ali pa koristil, je stvar bistveno lažja. Tako da načeloma dobro bi bilo, da bi tisti, ki bi bil uporabnik, seveda vključen, ampak vemo, da velikrat to pač iz poslovnih razlogov ni. Vendar, če je pravilno zasnovana stavba, s pravilno, bi rekel, konceptom, potem ta uporabna fleksibilnost ni problem. Kaj pa potem, ko je stavba vseljena, ko je že v uporabi, ali zahteva takšna stavba z vsemi platformami mogoče večje sodelovanje uporabnikov in stanovalcev? Ali zahteva, napeljuje morda tudi na kakšno potrebo po institucionalnem organiziranju uporabnikov oziroma stanovalcev po zadrugah, o čemer recimo veliko govorijo v energetiki. Gospod Tržišnik. Ja, jaz vseeno zagovarjam, da morajo biti predvsem stavbe namenjene bivanju izjemno preprosto upravljive. In tukaj ima, bom rekel, edukacija stanovalca je tema, ampak predvsem morajo biti sistemi zelo preprosto upravljivi, kaj danes nujno niso. Vam povem primer, naša mama se je vselila v oskrbovano stanovanje, na steni ima 8 regulatorjev, ki naj bi jo ona opravila, bo pa vsak čas 90 let stara. To se pravi, tukaj imamo, jaz bi objekte delil na kompleksne, funkcionalne in na preproste, ki morajo tudi preprosto delovati. In tukaj sem kritičen do tehnologije, v tem ne do tehnologije, ampak kako se tehnologija implementira. Tukaj preprostih sistemov, v bistvu, tako bom rekel, konkretno za starejše ljudje, bi morala ona imeti že pameten telefon, da vsaj nekaj od teh naprav lahko regulira prek njega. To se pravi, tukaj smo falili, lahko to trdim. Ko prihajamo pa do kompleksnih objektov, to so pa objekte, v katerih razvijamo, delamo, produciramo, se učimo, takrat smo v drugi zgodbi, takrat smo pa predvsem v odgovornosti do prihodnosti in to pomeni, če danes porabimo v teh objektih, ki ste jih tudi vi omenili, v katerih se dobro počutite, preko 40% svoje energije, ki ni neskončna, potem imamo pač tukaj nalogo. To se pravi, odgovornost pomeni, da vključujemo sisteme, ki prispevajo k temu, da varčujemo. Ne pa za vsako ceno, bi temu rekel. Hvala lepa. Eno hipotetično vprašanje. Recimo, da se na vaju obrne neka bolnišnica in pove, da nujno rabi prizidek za COVID oddelek. Recimo 20 postelj, nekaj spremljajočih objektov. Koliko časa od tega trenutka bi minilo pa do predaje ključa? Kdo bo odgovoril?
Bom jaz odgovoril, bom probal odgovoriti, ker sem mogoče bolj iz prakse. Sumarno ne bi mi zgubili na času s tem, da vsaj v teoriji, to se pravi, seštevamo čas za pripravo, za projektiranje, pripravo projektov in samo izgradnje. Dejansko so gradnje danes zelo hitri in če koketiramo s podatkom, da je klinični center tako rekoč čez vikend vzpostavil pogoje z gradnjo za več kot 100 postelj, verjemite, da je bila priprava tega projekta ustrezno dolga. Lahko hitro realiziraš, vkolikor odgovarjaš na vsa relevantna vprašanja in jih ne prepustiš v fazi izvedbe, ker to je drago. To se pravi, ko se sprašuješ, kje bomo zdaj predelno steno postavili, v fazi gradnje ustaviš pravzaprav vse procese. Tukaj je virtualizacija nekega gradbenega projekta predvsem koristen v smislu skrajšanja časa izvedbe in obvladovanja nepotrebnih stroškov. Gospod Kulašič, mogoče kakšen občutek? Mikrofon, prosim. Se pravičujem, mutiramo vmes, da ne moti. Jaz izkušenj prav v taki obliki nimam, da bi si upal to trditi. Lahko pa potrdim to, kar je bilo rečeno. Pravilno zasnova in pravilno potem projekt lahko zelo pohitri in poveča učinkovitost gradnje. Tako da to je edina prava pot. Hvala lepa. Dovolite mi še zadnje vprašanje, ker publika ima še veliko vprašanj. Mi lahko ocenita, kako je digitalizacija, kako spreminja gradbeništvo, kako naj se gradbena podjetja prilagajajo? Gospod Tržišnik, najprej vi morda. Ja, predvsem je po mojem mnenju ključ o spremembi kulture v sodelovanju. Se pravi, da tukaj je treba priznati, da niso vsi za vse, to se pravi, eksperti tudi v gradbeništvu imajo svoje mesto in tudi bi morali imeti svoj glas. Jaz govorim predvsem o izvajalcih. Moj oseben pogled, s katerim se gradbena podjetja nikakor ne strinjajo, to povem vnaprej, je ta, da je gradnja s eksperti za svojo zvrst oziroma svojo stroko v dobrem orkestriranem izvedbenem gradbišču ključ do uspeha. In tukaj imamo veliko za narediti. To se pravi, tukaj raste seveda tudi odgovornost projektantom in koordinatorjem gradnje, ki prevzemajo delno funkcijo tukaj. Hvala lepa. Še gospod Kulašič, vaša ocena sprememb v gradbeništvu? Mikrofon, prosim. Tista napaka. Absolutno bi se pridružil temu mnenju. Sprememba v sodelovanju, načinu, tukaj je največja sprememba, ki je po mojem zdaj največji izziv v končni fazi. Bi pa mogoče še na eno stvar upozoril. Namreč BIM in ta način dela prinaša precej transparentnosti. In to pa je lahko področje, katerega pa niso vsi najbolj veseli. Dobro, hvala lepa. Hvala obema za vajine odgovore. Besedo vračam gospe Drolc in bom z veseljem poslušal nadaljevanje razprave. Pozdravljeni. Spoštovani gospod Hočevar, za ta dinamičen zaključek pravzaprav celotnega webinarja, ki je že sam po sebi izredno aktualen. To se vidi tudi po vprašanjih in pa predlagam, da kar začnemo. Najprej predajam besedo gospe Jasni, ki se je javila že v samem začetku webinarja.
pa predlagam, če lahko kar vključite mikrofon, gospa Jasna. Vidim, da z nami ste, gospa Jasna Završki. Dvignili ste roko v začetku webinarja, pa vas prijazno vabim. Ja, pozdravljeni. Mene zanima samo, ali se in koliko se BIM projektiranje razlikuje od klasičnega projektiranja, cena projektiranja. Ker smo videli, časovno je BIM priprava dokumentacije trajala del časa, ali se to tudi pozna na ceni? Hvala. Hvala za vprašanje, ker predajam besedo gostoma. Verjetno je vprašanje zame, zato se oglašam. Večji vložek v natančnosti, v kompletnosti pravzaprav naših načrtov generira večji obseg del. Vkolikor smo v času pred BIM-om to tudi pripravili pač analogno, se cena ne bi smela spreminjati. Se je pa zgodilo v 90-ih in začetka našega stoletja izreden pritisk na cene projektantov, ki so pravzaprav se spustili na nivo, ki tudi niso več zagotovili ustrezno kvaliteto projektne dokumentacije. In nova kultura, ki ta hip nastaja, s katero soočamo se vsi projektantske organizacije, ki generira večji obseg dela in tudi večjo odgovornost, nas ne da preživeti s cenami, ki že v tem obdobju niso bili realne. Jaz bi rad primerjal svojo ceno na slovenskem trgu s ceno, ki jo lahko dosežemo v Avstriji, Nemčiji, Švici. Še vedno smo tudi z BIM-om občutno pod ceno teh trgov, uporabljamo pa isti software, plačamo praviloma celo višjo ceno za njo, ker smo majhen trg, naše plače eksponentno rastejo, ker učimo projektante BIM, pošiljamo jih na šolanje, učimo jih odgovornosti in cene se bodo tudi pri nas in se že razvijajo občutno navzgor. In če sem čist konkreten, cene se na področju projektive se bojo s časoma podvojile. Najlepša hvala. Če dovolite, bi jaz tudi dodal komentar mogoče z drugega zornega kota. Treba je priti predvsem po moje na evaluacijo projekta v smislu celotne življenjskega stroška uporabe stavbe. Ker potem del tistih 80%, ko sem jaz prej poudaril, postane izrazito pomemben. Bral pa sem v nekih analizah, da se z uporabo BIM orodij lahko celo za 20% zmanjša strošek gradnje. In če to zdaj preračunamo, vidimo, da pravzaprav se lahko precej podraži projektiranje v BIM-u, pa bo sama gradnja še vedno bistveno cenejša. Celotni življenjski cikel stavbe je pa lahko radikalno ugodnejši. Tako da verjamem, da bi z nekim takim modelom pravzaprav bi bilo smiselno iskati odgovor, rešitve. Gospod Kulašič, če se še enkrat vključim, absolutno ste v pravo smer argumentirali. Vloge naše prihajajo dejansko tudi v fazi izvedbe in konkreten primer Cargo Partner je ta, da odklon od predračunske vrednosti do obračunske vrednosti bil manjši od %, kar ni običajno v gradbeništvu, in ceno za BIM, ki je bil sicer avstrijski investitor, ki se je s BIM-om spoznal že prej, je bil pravzaprav ni bil predmet debate. Zahteve za BIM je znal investitor jasno artikulirati in o ceni se tudi ni več pogovarjal, ker je poznal učinke. Gospa Valentina Kuzma dodaja v opciji chat, da izvajalci vama, spoštovani, v tem primeru ne bi pritrdili. Pravi, da je to vaba za investitorje.
prodaja BIM programov, ker bi to pomenilo, da imajo gradbinci toliko rezerve v svoji ceni. In če gledamo dodano vrednost v gradbeni dejavnosti, je dodana vrednost dvakrat nižja, pravi gospa Valentina Kuzma. Ja, tukaj se lahko sprašujemo, če je to problem učinkovitosti. In za problem učinkovitosti niso krivi izvajalci sami, začne se s dobrim ali slabim projektom. Ne poznam izvajalca, ki zna na osnovi slabega projekta narediti dober projekt. In če ni projekt dober, potem je tudi težko biti učinkovit. Tukaj je en začaran krog, v katerega je za presekati. To se pravi, osnova za učinkovito delo v gradbeniški industriji je učinkovito delo nastaja pa s dobrimi projekti. Hvala lepa. No, gospa Valentina Kuzma, je še gospod Tržišnik v drugem delu vašega predavanja, ko ste govorili o BIM-u na gradbišču, vprašala, kako so izvajalci to uporabljali, če so imeli svoje tablice ali ste jim dali velik ekran na gradbišče, pa čigav strošek je bil to potem. Gospod Metod Grabnar je pa dodal, da pri njih so imeli izvajalci tablice in telefone. Dodatno pa še potem se bom pa navezala še naprej na vprašanje od gospoda Grabnarja. Na predstavljenemu primeru Cargo partnerja smo na tem segmentu precej improvizirali in se tudi učili. Tukaj smo imeli v gradbenih kontejnerjih večje ekrane in računalniška oprema. Aktualna gradbišča, sosednji objekt Šeferolca, tudi na Brniku, pa Vila bloki v Šenčurju. Tukaj smo pa že pri razpisu predpisali, s katerim softverom bomo upravljali gradnjo, zahtevali tudi s oddajo del, da so izvajalci opremljeni in velika večina izvajalcev se je odzvalo s tem, da je nabavila to opremo in s tem je to strošek, če lahko odgovorim konkretno, bil izvajalca in je to upošteval tudi pri svoji ponudbi. Najlepša hvala. No, gospoda Metoda Gabarja zanima še, kdaj po vašem mnenju smiselno, da se v BIM proces vključi izvajalec pri javnih projektih in kako bi po vašem mnenju javni naročniki morali to storiti. Potem pa še vprašanje za gospoda Ržišnika, kakšno je vaše mnenje glede uporabne vrednosti uporabe CDE v fazi izvedbe glede na izkušnjo, ki jo imate. Se pravi, dve vprašanji. Najprej, če gremo na javna naročila, se pravi BIM proces. Javna naročila je tudi zame težko vprašanje, ker se v kontekstu naše prakse v Sloveniji težko predstavljam, da je javni naročnik usposobljen voditi vse regulativne postopke, to se pravi, ali pa regulirane postopke na ustrezen način. Mi smo sodelovali na enem projektu v Beljaku, ko se je šlo za projektiranje bolnice, javni projekt. Tam so se poslužili konkurenčnem dialogu po javnem razpisu, ki ga imajo oni reguliran. V Sloveniji nisem še srečal pristopa javnega naročnika, da bi bil v stanju že v fazi projektiranja nominirati izvajalce za posamezne segmente, lahko pa tudi, da ne vse vem. Ocenjujem, da so javna naročila ena od ključnih segmentov v gradbeništvu, s katerim se je treba ukvarjati sistemsko. Odgovorov na to, na žalost, nimam. Gospod magister Kulešič, bi morda še kaj dodali tukaj? Ja, bi dodal pravzaprav to, da v svetu določene države, kar se
tiče javnih naročil, so zelo naprej. Naprimer, v Angliji je v bistvu, so vsi javni projekti morajo biti projektirani v BIM-u. In mislim, da tukaj bo v to smer šlo, ker je edino tako, kot smo prej videli, lahko učinkovit. Po drugi strani pa treba upozoriti na standardizacijo orodij. Recimo, obstaja mednarodna organizacija Building Smart, tudi v Sloveniji imamo CBIM združenje, ki so tudi član tega združenja. In ta mednarodna organizacija skrbi tudi za to, da bi bili orodji standardizirani, da bi bile knjižnice, imenovanje ali pa jezik, temu rečemo, poenoten, da bi potem tak projekt bil tudi z vidika proizvajalcev na nek način neodvisen. To se pravi, da bi lahko projektna naloga vključevala produkte, ki jih dobavlja lahko več proizvajalcev ali pa izvajalcev, da s tem se pač zagotovi še vedno konkurenčnost. Najlepša hvala. Pa še drugo vprašanje gospoda Gabarja. Za gospoda Ržišnika, kakšno je vaše mnenje glede uporabe vrednosti uporabe CDE v fazi izvedbe, glede na izkušnjo, ki jo imate? CDE sistemi so izjemno učinkoviti, ker to pomeni v bistvu paperless gradbišče. Predvsem je komunikacija konzistentna, sledljiva. Tukaj se težko kaj pozabi ali izgubi, ker na koncu je digitalizirana komunikacija ta najbližji nekem gradbiščnemu outlooku s dodatki, da lahko se sprehajamo 3D modelu in tudi vse spremembe se sproti evidentirajo. Recimo, tak primer bom povedal, dodana vrednost sistema, neka inštalacija izvede, preko inštalacija se recimo izvede nek umet. Nikoli ne veš več, kje je pravzaprav cevla položena. Preko tega sistema pametnim telefonom poslikaš, geolociran avtomatično v modelu, pošleš pravzaprav sliko, preden se zakrije neka inštalacija v tam sistem. To pomeni, da bo ta podatek tako rekoč večen, če ga bomo znali ustrezno shranjevati in bo tudi vedno relativno enostavno dostopen. Papirna alternativa bi bila gotovo po nekaj letih izgubljena. Najlepša hvala. Današnji webinar je zelo dinamičen, spoštovana gosta. Vaju lahko zadržim še slabih 10 minut. Imamo še 3 vprašanja. In sicer gospoda Janeza Cirarja zanima, ali je v BIM projekt vključen elektrodel, če da, do katere mere, morda tudi inštalacijski odklopniki. Kdorkoli. Glede na to, da sem arhitekt, bom kot arhitekt tudi mogoče bo znal kot Kulašič biti tu. To se pravi, elektroinštalacije so tudi del BIM projekta in to lahko do končnega detajla. Namreč imamo level details, lahko ste opazili v prezentaciji pri kolegu Ržišniku, da je tam bil en LOD 350 napisano. Ti level details gredo lahko zelo daleč, tako da ja, ne samo do odklopnika, gre dejansko lahko do posameznega stikala in izrisa, tudi fizičnega, kot to stikalo izgleda. Jaz bi mogoče sam dodal, ki se pa v naših praksah so redko kdaj napisani, to se pravi, tukaj nimamo grafičnega podatka, imamo pa informacijski podatek. Tudi se nam predstavlja, da bi v obliki vse kable v sistemu. To ni tako. Odklopnik je pa nek ključen element, ki ga potrebujemo v naslednji fazi, če bi model predali v 7D, se pravi v facility management, takrat pa jaz lokacije odklopnikov potrebujem. Najlepša hvala. Predvidevam, da je to še zadnji daljši komentar gospe Valentine Kuzma.
ki zastopa gospodarsko zbornico, in sicer zbornico za gradbeništvo. Zapisala pa je sledeče. GZZS, ZGIGM, ki jo zastopam, se strinja s tem, da moramo zvišati produktivnost. A kako? To se sprašuje večina Evrope, študij je veliko, delavcev v gradbeni dejavnosti 60 000, podjetij in SPA-jev skoraj 20 000. Razdrobljenost, velik problem, ustvarjanje digitalnih spretnosti. Zato si prizadevamo za osvajanje digitalnih spretnosti, zato si prizadevamo za uvedbo partitnega sklada in obvezno letno nekaj dejavno usposabljanje delavcev iz tega sklada, v katerega vplačuje delodajalec iz bruto in delavec iz neto plače. Enako kot je v Nemčiji to urejeno in pa v Avstriji. Da zaključim še, bazen za gradbene delavce se prazni na Balkanu, mladih ni, s plačami, ki so v naši dejavnosti, bomo imeli problem najti delavce in jih bomo morali bolje plačati, kar se bo odrazilo v višji ceni gradbenih storitev. Verjetno je to sigurno zadeva kompleksnejše narave, če bi pa kdo od vaju želel še kakšen komentar na to. Jaz bi dal komentar na to. Mislim, da je digitalizacija tisti parameter, ki bo morda mladim gradbeništvo približal. In namreč, tako kot recimo IT fancy, bo mogoče gradbeništvo s tem tudi postal. In s tem, to se pravi, dvigant imidž, bi rekel, atraktivnost. Po drugi strani je pa treba razumeti, gradbeništvo se v zadnjih 20 letih sooča z izrazitimi negativnimi zgodbami. Tukaj je bil cel kup, stečajev, pa zlorab, pa neplačanih delavcev in tako naprej. In enostavno panoga je izgubila na imidžu in je treba kle delati. In sem prepričan, tako kot recimo strojništvo danes ali pa kaj drugega, da bojo potem mladi videli v tem izziv in hkrati tudi dela, se bojo spremenili. Ne bo šlo več za klasično fizično gradnjo, pojavljale se bojo 3D tehnologije stavbnega printanja ali pa sestavljanje in bo to ratalo malo bolj, bi rekel, privlačno za mlade in v tej smeri je po moje rešitev. Najlepša hvala, magister Kulašič. Jaz bi želel kratko dodati, kaj je vseeno bitna razlika, ko primerjamo gradbeništvo in industrije. V gradbeništvu se ukvarjamo s prototipi. Stavba je svoj prototip, napake nastanejo pri serijskih produktih. Z napakami na stavbah bomo mogli živeti, naj jih poučimo. Se slišimo? Jaz zaključujem. Hvala lepa. No in za konec še preberem zahvalo gospoda Metoda Gabarja, hvala za odgovore, upam, da bomo kdaj v prihodnje sodelovali. Nobenega vprašanja ne vidim več, prav tako dvignjene roke, ampak ta webinar je bil do sedaj najdaljši čez predviden čas in to zagotovo ni bilo brez razloga. Izredno dinamičen webinar. Najlepša hvala, spoštovani gostje, spoštovani udeleženci, za to odlično razpravo. Verjamem, da je v tem času digitalne transformacije, ki je močna tudi v gradbeništvu, pripomogla. In hvala lepa, želim vam, da veliko dobrih sodelovanj in vse dobro tudi v prihodnje. Morda še napoved naslednjega webinarja, ki je tudi zadnji v sklopu serije Navigator Slovenija. To bo webinar na temo umetne inteligence v naslednjem tednu, predvidoma četrtek ali petek. Termin bo še naknadno določen. Gostje bodo gospod Daniel Abo, direktor Nemške zveze za umetno inteligenco Künstliche Intelligenz Bundesverband in gospa Vanessa Kahn ter gospod Mitja Trampuš, predsednik AI4SI in direktor CreaPro. Bodo pa govorili o aktualnih trendih na področju umetne inteligence bolj iz perspektive industrije in pa njene regulative na ravni Evropske unije in pa Slovenije. In pa še spoštovani inženirji, vas še spodbujam, da mi pošljete, tisti, ki še niste, na mail vašo ID številko, namreč vse bomo poslali na IZS in torej vam ni treba nič
pošiljati za pridobitev ene kreditne točke. Toliko za danes. Jaz se vam še enkrat vsem lepo zahvaljujem. Ostanite zdravi, bodite dobro in srečno vam želim. Najlepša hvala. Enako in hvala lepa. Najlepša hvala.